Hvala lepa. Spoštovani kolegi in udeleženci, udeleženke, danes je dobro pisati Golob zaradi mojega predhodnika. Pozdrav tudi obem poslancem. To je prav en velik dan, da gospa Maša Kociper in gospod Gaspar Mišič sta celo sejo tukaj in če bi jaz mogel, vam bi dal kar takoj plaketo Državnega sveta. Morda se niti ne zavedata, kako pomembna je bila vloga poslancev Pozitivne Slovenije, da smo tukaj in sedaj. Namreč Državni svet je visel na tenki nitki v času, ko so šefi strank, tudi ob sodelovanju gospoda Pahorja, razmišljali, da ta telo praktično ukinejo in takrat so pač določen del poslancev iz nove Pozitivne Slovenije, socialdemokratov, odigral vlogo, da smo mi tukaj danes in da se to partnerstvo s Sintezo, ki mi zelo čestitam, da je uspela to trilogijo posvetov ustvariti, kar se da čestitam. Zdaj pa pogledajte, mi smo danes pravzaprav šele pri predtočki tistega, kar bi temu mogli slediti, pri okvirih za jutrišnji gospodarski razvoj. Namreč kritično stanje je zakaj? Zato, ker je kasa prazna. In kaj naj bi bil rezultat zagotoviti družbeno in gospodarsko rast, da bo kasa polna. Ob vseh drugih vidikih se na koncu vse konča in začne pri denarju. Tisto, kar se je dogajalo v letih do 2008, brezglavo jemanje kreditov, porabljanje brezglave, je pač rezultiralo v to, pri čemer smo sedaj. In zdaj, če povzamemo, da bi bilo te točke, ki jih namerava vlada narediti, tisto, kar bi do novega leta bilo dovolj, trg dela, pokojninska reforma, da ne naštevam tega, kar je, še ostali sta pa dve točki, to je sanacija bančnega sistema. Tukaj smo si vsi enotni, da ja, samo način kakšen. In včeraj je bil v odboru za finance izredno pomemben konsens dosežen, saj na miselni ravni. Odpreti kreditne mape in podaljšati zastaralne roke. In tukaj so se gospodje iz Pozitivne Slovenije, tudi gospe, iz socialdemokracije strinjali z Jerovškovim bombardiranjem, ki je tam pač iskal duhove in strahove v tem programu. Ampak na tej točki je pa res možnost konsenza. V tem ste tudi vi zainteresirani, da se ve, kdo je pokasiral ta denar, koliko ga je dobil, kam ga je dal, kdo so bili nadzorni sveti, ki so vse to odobravali. Zdaj gleda majčkeno narodno, gospod Golob kot bankir bo verjetno malo rekel, da so bančne tajnosti tukaj, ampak pri neumnostih in lumparijah se pa seveda to lahko naredi. Tudi okrog AUKN-ja se da zmeniti. Jasno je to predelava tega, samo da bojo prišli naši gor, ena velika avantura, poslušajte. To je še zadnji del slovenskega premoženja in nam ga imamo paziti za vso, bi rekel, možnostmi, ki so nam dane. Zdaj, danes je moj prijatelj Poljšak malo spomnil na Hugo Chaveza, ampak on je v Venezueli točno povedal, kje so nevarnosti in za sabo pridobil ogromno naroda. Tudi tukaj se vam, spoštovani kolegi, zgodi lahko, da bojo tukaj sedeli vse mogoči delavci, tudi inženirji, avtoprevozniki in tako naprej. Ne, te so prepustili državo v vladanje pravnikom in ekonomistom in tudi filozofom, družboslovcem raznih profilov. Te so pripeljali državo tam, kamor je. To niso naredili delovni ljudje v smislu fizikalcev ali inženirjev, ampak družboslovci. Te so upravljali državo v zadnjih 20 letih. Niso bili na vodilnih položajih. Ključna stvar so bili le družboslovni profili. Zakaj ni tako stanje, kot je v Avstriji pa v severni Italiji? Zakaj ne? Zato, ker je nekdo uporabil vso slovensko akumulacijo. Finančno vprašanje je to. Zdaj pa vračajo, zdaj pa ne vračajo, da davkoplačevalci pa stiskajo na vseh koncih. To imamo za sanirati, to ima za urediti pozicija, opozicija in vsi v obče dobro.
Zdaj, soočiti se moramo tudi z filozofskim ozadjem. Večkrat omenjeni Urban Vehovar, možakar, brez dvoma dober filozof, ampak on bi začel vse od začetka. Da sistem praktično zaradi tako koruptivne situacije, ki jo imenuje, da jo je treba na novo začeti. V redu, lahko na filozofski, sociološki ravni iščete začetna izhodišča, ampak ne pa na proizvodni. Poslušajte, če smo nekje neke proizvodne kapacitete skrb spravili, to je treba negovati še pa še. In na tem mestu, dragi kolegi, je bil pred 2 letoma dr. Willy Fuchs, dr. inženir Willy Fuchs, predsednik Verein Deutscher Inženere. 2 dni po tem obisku tukaj pri nas je šel Merklovi svetovati, kako z nemškim gospodarskim razvojem. Nekaj pa je povedal. V nemškem parlamentu je 15% inženirjev in doktor inženirjev, ki jim je osnovna skrb delovanje nemškega gospodarstva in industrije. Torej, kot se je bilo že danes tudi omenjeno, Nemci trdo skrbijo, da jim ne zmanjka razvojnega švunga za jutrišnji dan. Če Merklova ni državnik, ampak je sam politik, ima pa za to vrsto ljudi, ki za to poskrbijo. Torej, jaz upam, da nisem bil predolg, Golobi smo danes dosti časa porabili tle, izvolite nadaljevati. Hvala lepa. Hvala lepa. Napeto vzdušje vlada danes tukaj, ni nekega sproščenosti. Pa je 29. oktober. Jaz se zbudim malo prej kot gospod Rus, pa poslušam že v 4:30 radio in so danes rekli, da je dan, ko je 1918 nastala SHS. Torej, ko je dobila Slovenija prve atribute državnosti, ko je začela graditi svoje gospodarstvo na tistem, kar je bilo na avstro-ugarskih temeljih. In 6 let bo minil, bo 2018, da ne bomo ostali brez premoženja. No in zdaj najprej bi rad načel eno vprašanje, ki je temeljno za državni svet. Žal ga je profesor Mencinger nekako dal podlago o neukem narodu. Pa se je potem še gospod Reven na to navezal. Tukaj sta celo prišla do istega spoznanja. Zdaj me zanima, kje pa to 100 000 ekonomistov, inženirjev, te nič ne znajo, da ne govorimo o preprostem narodu, o katerem bo njegovi zdravi kmečki pameti tudi znal kaj spregovoriti. Reč, že to narod ne ve, kaj se mi tlele pogovarjamo, zdaj je pa malo prehuda. Ta je pa malo prehuda. Za profesor Mencingerja in za gospoda Revna. Ampak, ko boš prišel na vrsto. No, poglejte, to je zdaj ena taka stvar, za katero smo mi tle kot predstavniki nekaterih delov družbe gotovo zadolženi, da to prisluhnemo tej oceni, da predstavljamo neuk narod. Lepo vas prosim. Mi smo pa priporočali na tem državnem svetu, žal naš predsednik in tudi tisti, ki so bili za to nekako tudi zadolženi, niso tega organizirali, disput tistih ljudi, ki so recimo zbranih 10, 20 iz ene in iz druge sredine, ki bi lahko kvalitetno razpravljali o tem holdingu, pa tudi o drugem delu referendumskega vprašanja. Zdaj imamo mi tukaj, hvala Bogu, gospoda ministra, in do zdaj še mu nismo dali te prilike, ampak zdaj pa vidim, da gre za res, pa je prišel na zadnji finale državnega sveta in recimo, da je to tudi prav, da ob takih zaključkih državnega sveta pride do tistega fortissimo, ki se bo danes zgodil. No in tako to slovensko premoženje, ki je nastalo, tudi v času po drugi svetovni vojni je ogromno premoženja nastalo, je prišlo leta 90 na pod vprašanje. Sintagma država je slab gospodar je bila zelo usodna. Država je lahko zelo dober gospodar. Stranke so pa slab gospodar.
Če pošljete vi strankarske, bi rekel, privilegirance za upravljalce nekaterih podjetij, se v zelo večini primerov zgodi kaj slabega. In to se je tudi zgodilo. Potem je država šla v ustvarjanje, torej ali pa oblast je šla v ustvarjanje svojih kapitalistov. V času pocen denarja med 2004 pa 2008 se je to začelo v največji možni meri, pa že prej, in se je na koncu osvežilo. Rezultat tega je takšen, kot je sedaj, da premoženja je vedno manj, ki bi imel slovenski karakter, pa tudi vedno manj, ki bi bil ekonomsko učinkovit. Na svojem delovnem krogu smo se opazili, da je v času, ko smo se zavzemali, da bi Litostroj le postal v slovenskih rokah, v kombinaciji z idrijskim kolektorjem, ko je Cimos v katastrofalnem zadolženosti, se nam pa zgodi Sava Teh kot nekaj, kar je Sava morala dati, da se je rešila dolgov, kajti te dolgovi niso majhni, teh firm. To gre v stotine milijonov evrov. In tako zgubljamo eno tovarnico za drugo. Ali jo zgubimo tako, da propade, ali jo prevzame tuj lastnik, ampak gre ena za drugo. Ali je to Papirnica Radeč, ali je Cukr Fabrika, ali je Sava Teh, ali je Danfoss. Tega je kar precej, In tako se zgublja slovensko premoženje, pa seveda tudi posledično dohodki, in zato je seveda gospod Šušteršič zelo v skrbeh, kako zapreti račun državni. Zdaj mu je uspela sicer ena pot po Ameriki z državnim obveznicam, za kar bojo sicer obresti velike, ampak za prihodnost se pa ponuja državno premoženje. Ponuja se, ker lažje oziroma bolj uspešno je prodati nekaj, kakor se še enkrat je zadolževati za državne obveznice. In če se bo dal kaj prodati, se bo tudi prodalo. Zato imate vi vzadaj precej enih izjav, ki si jih da zbrati v celoto. Po eni strani je tle filozof Urban Vehovar, ki prav vse zrušiti pa začeti znova. To je tako skorumpirana Slovenija, da je filozofska osnova, da se na novo začne graditi. Tudi predsednik vlade ni skoparil z besedam, ja, kar je vredno, bomo prodali in začeli investirati v nov svet. Seveda, zdaj smo slišali, ja, to, kar se bo prodalo, bo šlo za pokojnine, dolgove, kupnine, investicije, seveda pač se bo plačalo, kar se bo moralo. Tudi kandidatu za predsednika države je zadnjič v študiju ob 17. ušlo, da ne bojo v Sloveniji samo uspešne gazele, pa da zaprimo kombinate. Ja, pa kje ta človek živi? Kjere kombinate pa mi še imamo? Ja. Tovarne, ki bi jih negovali, lahko še pa še. Zdaj ste omenjali tudi pač gospodarstvo. Gospod Rus je omenil angleški izvirnik, da je slab preveden, pa na to nisem bil pozoren. Adam Smith, a ste mislili to knjigo zdaj, ki jo je prevedel Bernard Brščič, 30-40 let preteklosti in se je mnogo spremenilo, ampak nekaj teh temeljev iz Adama Smitha pa brez dvoma ostane. In zakaj ima človek premoženje? Vsi imate neko premoženje. Da z njim služi ali da ga uživa. V zadnji konsekvenci, da ga proda. Zdaj, če bomo mi pristopili, kot je profesor Mencinger rekel, da ga obhajajo strahovi, da bomo to vse prodali, k prodaji tega, kaj pa bo potem, ko tega premoženja ne bo več? Odkud bomo pa črpali? Premoženje se ima zato, da daje dohodek državljanom. In zato imamo tudi večje gospodarske sisteme, ki jih moramo negovati. No, ni bil slučajno z Adamom Smithom in Davidom Humom tudi James Watt, inženir. To je bil edinburški krog modrecev, ki je skrbel pač za misel, kako se nastaja bogatstvo narodov. In pri nas tudi manjka inženirjev v vladi, v sistemu odločanja, da vodijo inženirsko politiko, kako ohraniti
kvalitetno gospodarstvo. Na tem odru je bil Willy Fuchs, predsednik Verein Deutscher Inženire, in nam je povedal o vlogi inženirjev v Nemčiji. Naslednji dan je rekel, me sprejme gospa Merklova, da je povedal svoj vidik, kako pristopiti k vodenju nemškega gospodarstva. Torej, če premoženja kmalu ne bo več, bomo pričakali stoletnico slovenskih državnih atributov, ravno nasprotno od tistega, kar nam je Jefferson svetoval, nam in drugim. Če misliš, da boš svojo politično eksistenco rešil tako, da boš odprodal premoženje, kmalu izgubiš oboje. In slovenski politiki se naj tega zavedajo. Brez premoženja v slovenskih rokah bo tudi njihova politika pod neko drugo komando. In zdaj, kako se bomo odločili? Jaz ne bi mu rad, da vlada pade, pa da pridemo v kaos. Ampak mu bi pa rad, da vlada kdaj prisluhne idejam, ki se tukaj generirajo, da bi večkrat prišli ministri na državni svet, prisluhnili modrosti tako te strani kot te strani. Velikrat imamo tak občutek, da nam pošljete iz ministrstev tistega, ki tisti dan res nima kaj delati, pa pet na državni svet. Tak odnos do državnega sveta se mora spremeniti, tudi pri vas, gospod Šušteršič. Hvala lepa. Poglejte, spoštovani kolegi, tekom let smo se verjetno spoznali, jaz ne sodim v krog, ki ga je gospod Treven imenoval za Janšov, niti ne sodim, da bi se identificiral z sedanjo opozicijo. Sodim med inženirje, ki se jih ponavadi prodaja skupaj z opremo. Zelo bi podprl in pozdravil in smatram, da bi to skoraj labodji spev tega državnega sveta govor inženirja Binderja, ki je res povedal stvari, kot jih bi tudi jaz, zato bom samo dopolnjeval nekatere stvari. Mnogo je bilo tle modrih stvari danes povedanih in bi bilo škoda, da ta seja ne ostane kot ena pomembnih sej, ker gre za tretjo rundo slovenskega izgubljanja premoženja in to, kar je gospod Binder povedal, je v bistvu ena modernizacija Jeffersonove izjave. Politiki bojo pa državljani brez kapitala bojo imeli zelo malo moči. Ja. Zdaj, tlele so omenili plače poslancev, jaz sem povedal, državni svet so svojo modrostjo in znanjem stane slovenskega državljana 1 evro na leto. Toliko o naši ceni in zato dobi pač takele misli, pa bo bude za veto, vse mogoče inštrumente, ki jih imamo v rokah, uporabljamo. Zakaj ne? Torej, dobro je, da bi ostalo premoženje v slovenskih rokah. Zdaj vprašanje, če se bo to prodajalo, a je v Sloveniji sploh dosti kapitala, da se bo ta premoženje od domačih subjektov kupil. Tisti, ki danes sledi zgodbi Cimosa in Litostroja, ko je Litostroj en procent v Cimosovi zgodbi, pa je nevarnost, da ga bo kupil poljski skladi, in se slovenski kapital niti ne more postaviti v bran, da bi Litostroj kupil, da bi ostal v slovenskih rokah, kar je za strojnike izrednega pomena, se to ne ve. Ker Cimos je toliko zadolžen, da je Litostroj pač za kratek, ob prodaji, pač bi za čas rešil tudi Cimosovo situacijo. Zdaj, kje se je teh 200, večkrat omenjate, teh 20 ali pa 18 let, ko se je začel s tem lastninjenjem, skladom za razvoj. Po je bilo leto 2004, ko so bile banke polne denarja in nekterih ste bili svetniki, se spomnite, da smo imeli ministra Bajuka na briefingu in ga opozorili že takrat, da prehajamo, magnetogrami od tega so sigurno spravljeni,
iz situacije, zdaj se ve, plus 2 milijardi na minus 13. Da se denar jemlje iz bank za vse sorte. Bistveno pa ne, da si je šel za razvoj. Kar je gospod Bajuk, ki sem ga opozoril, da ne gremo v argentinizacijo Slovenije, rekel, da on o tem nič ne ve, Bog mu daj miren pokoj. Jaz sem mu rekel, vi bi to kot finančni minister morali vedeti, v kaj gremo. Ali čas je šel naprej. In zdaj smo tam, kot smo. Zdaj, jasno, da je, to vsi vemo, da se z novo oblastjo menjajo tudi ljudje. Predvsem tisti, ki so prišli s politiko, ponavadi s politiko tudi grejo. Najbolj eksemplaričen primer je v Washingtonu, kjer ob spremembi republikanske na demokratsko ali obratno sestavo 6000 ljudi pripravi kovčke. Tudi v Avkoneju, tisti, ki so prišli s politiko gor, ali tudi njihova sekundanti na realnem operativnem sektorju, verjetno lahko pričakujejo, da se z novo politiko kaj zamena. Če so bili pa recimo kompetentni, nestrankarski ljudje, kar bi jaz priporočal za vse te organe, je to pa malo bolj škartljivo. Zdajšnji predlog predstavlja, AUKN bo pač holding, se drugače imenuje, ampak ima intenco pa precej jasno. Tudi predsednik vlade ni tega skrival. Odprodati državno premoženje, s tistim, kar bomo pa dobili, pa je v nove investicije. To je na intervjuju zelo lepo povedal. Kaj to zdaj pomeni? Kaj so to nove investicije? Pa kaj pomeni, da upravljajo profesionalci? Poslušajte, če je v zgodbi napisan, da bojo v nadzornih svetih strankarski ljudje lahko, res da ne funkcionarja, ampak status se zda hitro menjati iz funkcionarja samo v strankarskega človeka, se ve, kam to pelje. Posebej, če vi še deklarirate, da naj bi bil z mednarodnim razpisom lahko direktor tega holdinga tudi tujec. Pa poslušajte, tudi Šipo Banana Republiki prve vrste. Na slovensko premoženje, ki smo ga pravzaprav desetletja skupaj spravljali, zdaj povabiti nekoga, ki naj bi dobil prve informacije in tudi prvo možnost prve poteze, to spraviti na tako obliko, ne vem, če je to zelo slovensko in zelo modro. Jaz se bomo tle, tu sem že vprašal vašega kolega, ki je bil na komisiji za gospodarstvo, kdo je ideolog te reforme. Ne da se zvedeti. Kdo je pravzaprav tisti, kakor prav Štrukelj kolega, da ponoč člene spreminja, pa da še izboljšuje. Kdo je vzad za to dogajanje? Seveda, državni svet mora na to stvar opozarjati. Poslušajte, sama božja previdnost je državni svet ohranila pred šefi strank. Če ne ravno ste imeli tega telesa tle, ne bi bilo moči argumenta, da bi se poslušali še zadnjo zavoro pred določenimi dogodki. Je vprašanje, če to sploh kdo poslušal. Situacija je taka, kot je bila pred leti, ko je profesor Vodopivc takratnemu ministru Golobiču rekel, sej takrat, ko bo pa treba odgovarjati, kam ste zafrčkali denar za centre odličnosti pa centre kompetenčnosti, vas pa ne bo več. Tako se bo lahko zgodilo tudi z gospodom Šošteršičem, ko bo treba odgovarjati za te stvari, kam je ne bo več ne Šošteršiča, ne državnega premoženja. Veš, to se lahko gladko zgodi. Pa so pa zunanje okoliščine, pa vreme, pa kar hočete. Za politiko vse prav pride. Jaz pravim, da bi direktorje državnega premoženja morali tukaj v parlamentu potrditi z dvotretjinsko večino. Moj imenjak Golob Marko, ki smo ga 2-krat, 3-krat poslušali, je temu nasprotoval, da to ni uzus v parlamentu, je pa uzus, da ga imenujejo stranke, to pa je. Mi smo imeli primere, to so najbolj ekstremni primeri, da je šef, res da mu lahko rečemo, gradbenega dogajanja v Sloveniji, za serviserje Bergaurja pa Božiča.
Žal, kolegi iz Ljudske stranke, je bilo tako. Imeli ste pa tudi situacijo pred nastankom AUKN-ja, ko je Golobič, takratni šef Zaresa, preko Radićeve praktično šel v kadrovanje za vse nadzorne svete preko tistega, ki se mu je pol še unle Bogomir Kovač uprl, da je tista komisija za akreditacijo več ali manj samo ena fasada, ampak prevzemal je praktično vso energetiko, ker je tam bil še denar, ki se ga je dal operacionalizirati. Glede tega je situacija taka, upam, a bo v prihodnosti tudi, potem, kar piše tlele noter, da so lahko vsi člani nadzornega odbora strankarski ljudje, stara slovenska zgodba. Glavno, da je naš, pa telefoni, mobiteli, karkoli pač pride. Tlele je en spisek tega silnega premoženja, ne vem, pol 12 milijard. Tukaj so žlahtne stvari noter napisane. To ne gre v jutrišnjo prodajo, kako se bo to delal, nad tem bi mogel državni svet še bedeti. Zdaj opozicija je taka, da je Bog pomagi, poslušajte. To bi mogla pozitivna Slovenija poskrbeti, zdaj za svojega šefa najde bolj kredibilnega človeka. To je enkrat ena. V dobro države, v dobro opozicije, v dobro česarkoli hočete za razvoj, ne glede na njegovo vrsto sposobnosti. Tudi opoziciji bi se dal govoriti. Oba šefa sta zelo delikatna iz oči povprečnega prebivalca. Na take stvari bi moral imeti državni svet kot neke sorte telo z močjo argumenta precejšen vpliv. Zdaj vprašanje, če nas bo kdo poslušal, če se kakšnemu slučajno odpre skledar televizija, bo videl, pa bo rekel, da si to pa tega lepa poznam iz sosednje hiše ali pa kakorkoli, da moramo malo poslušati. Danes bomo o tej stvari glasovali. Eni pravijo tajno glasovati. Zdaj, za koga tajno? Tamle nas je 12, ki smo se podpisali, da dajmo še o tem nekaj razmišljati. Gospodje, ki se deklarirajo s pozicijo, so tudi vejo, koliko je ura. Delikaten problem je za mene Ljudska stranka in njeni gospodje tukaj le noter, ki ne vejo, bojo glasovali s srcem ali z roko. Za njih je potreben tajen glasovanje, ker v njihovih vseh borbah je, da premoženje ostane v slovenski lasti. Tako da roka pa srce, ne vem, kako bo ta danes v tem labodjem spevu tega državnega sveta. Njihov šef se zelo čuden bili, ko vrti v zadnjem času, da Bog nam pomagi. Tako, dragi moji kolegi, mi smo še enkrat, dvakrat le dubl, a ne? Veliko je pameti v državnem svetu in veliko je vredenega tega, da smo mi obstali. Kaj rekel že on, obstati in ostati? Pa naj to velja še za državni svet, a ne? Hvala lepa.